Vlada pa je ta teden predstavila že svoj 6. protikoronski paket, ljubkovalno poznan tudi pod imenom paket presenečenja. Vsi dosedanji paketi so namreč poleg pričakovane vsebine vključevali še kaj nepričakovanega. Se to je spominja na moje počitnice na Tajskem. To je ena punca. Nima veze. Dajmo pogledati, kakšno presenečenje se je skrivalo tokrat. Protestnik, ki bi se drznil vstopiti pred poslopje vlade in izraziti svoje nezadovoljstvo nad njenim delom, bi lahko po predlogu novega PKP6 prejel astronomsko kazen. V imenu zdravja zatrjuje Andrej Šircelj. Kaj čmo? Nekako je treba napolniti državno blagajno. Niso zvišali davkov, DDV ostaja enak, tako da je edino logično, da minus pokrije Zlatko. Oziroma ljudje njegovega tipa, če smo še pri tem. Ne vem za vas, ampak jaz verjamem, da je zakon narejen tako, da čim bolj varuje zdravje. Konec koncev ga je pred poslanci zagovarjal minister za zdravje. Čeprav ne, se opravičujem, zagovarjal ga je minister za finance. Nimam argumenta. Razen če razprava o pravici zbiranja po novem pomeni pravico zbiranja denarja. Opozicijo je predlog seveda razveselil, a sem rekel razveselil, hotel sem reči razbesnel. S prepovedjo izražanja svojega stališča, tudi s protesti, boste v hramu demokracije povzročili smrt demokracije, opozarja vlado Levica. A ste videli to? Poslanka Tomić je bila tako razbesnela, da je zlomila očala. Vladna stran na čelu z ministrom Šircljem pa odgovarja. To delajo tudi nekatere druge države. Tako imenovane demokratične države, o katerih vsi govorimo, da so demokratične države. Prav ste slišali, strokovni vladni argument je podoben strokovnemu argumentu osnovnošolca, da to delajo vsi njegovi prijatelji. Poslanci sicer niso izpostavili logičnega vprašanja, a če bi prijatelji skočili z bloka aptitut? Je pa poslanka Levice, tovarišica Nataša Sukič, vprašana tole. Kaj boste naredili? Ga boste izselili, deložirali iz stanovanja, da bo poplačal te vaše hojsizme, da ne rečem vaše, to vem, da je ostra beseda, ampak vendarle avtokratske orgije. Sam je res ostra. Poleg 6. protikoronskega paketa, ki so ga poslanci že potrdili, smo očitno bogatejši za novo besedo. Po besedi šarcizem, ki pomeni uporabo kuharskih prispodob, in besedi janšizem, ki pomeni preganjanje namišljenega sovražnika, smo dobili še besedo hojsizem, ki očitno pomeni avtokratsko orgijo. Ne vem točno, kaj to pomeni, se pa sliši kot nekaj iz afterpartija stranke SDS. Ali pa to, kar sem enkrat na počitnicah v Nemčiji doživel. Samo malo. Note to self. Zamenjaj pisce. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.